Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lilisorom. Pa je tukaj že januar in stopamo v leto 2025. Kdo se veseli, kdo ga komaj čaka, kdo nekako si želi česa posebnega. Jaz upam, da vsak pri sebi ima vsaj eno posebno željo, takšno odbito, odpičeno, divjo, totalno neskolirano ali pa preveč skolirano, torej tako prav posebno željo za sebe za leto 2025. Kakorkoli vsi napovedujemo zanimive energije, turbulentne energije, pa vsekakor je to obdobje, ko lahko močno stopimo ven iz naše lastne cone obdobja in predvsem nekega sistema prepričanj, kaj je možno in kaj ni možno in kaj lahko dosežemo in kaj ne. Torej takoj na začetku oddaje bom rekla, jaz vam resnično želim, da se vaš potencial izkaže, razcveti, zaživi, uživa in nekako preseže vse možne meje tega, kar smo mi vsi kadarkoli menili, da je možno na najboljši možen način za vas. Tale oddaja bo mali miks napovedi za leto 2025 in za januar, kajti januar je tisti prvi mesec, ko postavljamo cilje, ko se nekako odločamo, kakšno smer bi radi ubrali, kam gremo, zakaj gremo in tako naprej in predvsem, kaj se puščamo za seboj. Torej tukaj bom najprej povedala, da na moji spletni strani, linkec bo v opisu, so zbrane vse napovedi, se pravi vse moje oddaje, vse prispevki v medijih in tako naprej. Boste pa zbrali tisto temo, ki vas najbolj zanima. Predvsem pa nas vse spodbujam, da tudi če se januar že začel kvalitetno, zaključimo tiste stvari, za katere si želimo, da bi ostale v letu 2024 oziroma bolje rečeno v preteklosti, sploh ne samo v lanskem letu. Obenem vam spomnim še na to, na moj vodnik, ki pa pravzaprav je sopotnik po celem letu. To pomeni, da za vsak mesec imate napoved za vas, za vaše osebno obdobje, vaš osebni numerološki mesec. Letos je dal kar 69-70 strani, veliko vaj, vprašanj, več kot običajno je v tokratnem vodniku. Še enkrat pa bi jasno opozorila, da ga pošiljam v PDF obliki, ravno zato, ker je veliko stvari, katerih mogoče ni ravno nujno printati, pa si boste izpisali tisto, kar potrebujete, oziroma moj predlog je, da si zraven nabavite en lep zvezek, v katerega boste pisali in se razpisali tiste teme, ki so za vas aktualne in pereče, ne pa kar vse. Torej, dragi moji, letošnje leto nam bo dalo vetra, prevetrilo bo človekovo realnost. Kaj je prvo, kar vam je zdaj prišlo na misel? Kaj je prvo tisto, kamor vas je vaš peljal? Kaj je tista reakcija? In na to bodite pozorni, lepo vas prosim celo leto. Kaj je tisti prvi odziv, tista prva reakcija, tisti prvi občutek, ki ga dobite? Kaj je tisto, kamor gre vaš vaše srce, vaša duša? Veliko se bomo naučili o sebi v letošnjem letu, veliko stvari bomo spremenili, veliko stvari bomo prisiljeni spremeniti. Torej, dragi moji, naj bo to čas, v katerem resnično poslušate sebe in predvsem staro, zdravo, dobro, kmečko pamet. Veliko bo dezinformacij, veliko bo dražljajev, veliko bo nekih tresljajev takšnih in drugačnih in to se prične že tako januarja. Jaz bom čisto po domači rekla, saj veste, snimam dlake na jeziku, januar se bo zdel, kot da imamo vsi kolektivno PMS. Daj, za klepet ob kavi je Jimmy to tako lepo opisal, bomo malo bolj občutljivi, bomo malo bolj ranljivi, stvari se nas bodo bolj dotaknile, hitreje se bomo čustveno odzvali, malo bolj osebno bomo vse doživljeni in jaz ga gledam in si mislim, to sem jaz in v enem strašno po domače povedanemu stavku PMS. Torej, dragi moji, če bomo mi malo bolj razdražljivi, ranljivi in vse to, potem bodo tudi drugi. Se pravi, določene besede vendarle vzemimo z malo rezerve in veliko razumevanja. Vsi imamo včasih slab dan, vsem nam daj z ust zleti tudi kaj, kar ne mislimo 100% tako. Morda v tistem trenutku smo želeli samo mir, tudi taki ljudje obstajajo, ki znajo biti zelo grobi, zelo agresivni v svoji komunikaciji, samo zato, da jih potem pustimo pri miru. Spravi, januar bo po eni strani mesec, ko se bomo hitreje odzvali, kar je fantastično. Prej bomo videli, kaj za Boga, kaj za vraga nam gre na živce in zakaj. Kajti velikokrat smo razdražljivi in hitreje odreagiramo in smo zelo na kratko narejeni ravno tam in v tistih zgodbah, odnosih, prijateljstvih, službah, navadah, športnih aktivnostih in tako naprej, kjer se je naša pot končala. Jaz ne govorim o tem, da imamo slab dan.
Ne me narobe razumeti. Ne govorimo o tem, da imamo slab teden. Ne govorimo o tem, da se nam je nekje nekaj ponesrečilo in smo posledično slabe volje in nam gre vse na živce. Govorimo o tem, ko to postane vzorec. Ko ugotovite, da vam gre določena oseba že dalj časa na živce. Ko ugotovite, da že dalj časa greste res težko zjutraj v službo, odveč vam je, slabo se počutite, znervirani ste, domov pridete, kot bi vas povozil vlak. Ko govorimo o tem, da neke stvari resnično so postale teža namesto radost, pa naj gre za šport, naj gre za nadaljevanko, ki jo gledate, naj gre za glasbo, ki jo poslušate. Raziskujte sebe in dogajale se vam bodo stvari, ki so za vas nenavadne. Jaz recimo zdaj ful poslušam rap. Čisto sem noter padla v 50 Centa, kdorkoli mene pozna, nič nimam proti rapu, ne me narobe razumeti, ampak to res ni glasba, ki jo jaz poslušam, to res ni scena, ki bi mene nekako zelo zanimala, ne počnem drugega, kot da gledam neke dokumentarce in tako naprej in se mi odpira popolnoma drugačen svet. To ne pomeni, da bom zdaj pakirala kufre in rekla 50 Cent trenutno si samski, kvaj zdaj stari, ampak pomeni, da neko sporočilo mi vendarle ta koncept prinaša, te osebe prinašajo, te izkušnje, ti filmi, ti nadaljevanke prinašajo. Kaj je nauk tega? Pravi, dragi moji, vse tisto, kar bo zelo nenavadno, zelo neobičajno za vas, kaj je nauk tega v bistvu januarja, kaj je tisto, kar vas bo kar naenkrat pritegnilo, kaj je tisto, kar vam bo kar naenkrat postalo zanimivo. Naj ne gre mimo vas. In teh stvari se lotite brez občutka krivde, brez predsodkov, brez tega, o moj bog, se bom zdaj začela drogirati. Ker jaz vem, kdo jaz sem. Jaz vem, kje so moje meje. Se pravi, tudi če bi me zdaj vrgli v tisto sceno, zelo dvomim, da bi čez 2 meseca rekli, ja, navlekla se je, stari, ne, se sploh ne vem, kaj je zdaj najbolj popularno na cestah. Tako da pač, kaj je tisto, kar vam kot neki koncept sporoča? Mogoče vam sporoča, poglej, prišel si do nekih stvari na drugačen način. Mogoče neke stvari bi lahko počel na drugačen način. Tako da, če bom za februarski napovednik meseca v Ketnah, 50 Centi kriv. Ok. Kaj je tisto, kar je v vašem življenju nenavadno, kaj je tisto, kar je pritegnilo vašo pozornost, kaj je tisto, kar vam prvo pride na misel. In celotni januar ne bo točno tak. Kaj je tisto, kar vam pride prvo na misel, ker ti naša, tista prva reakcija, tisti prvi odziv, preden se vklopi preden se vklopi, kaj je prav, da rečemo, pa kaj ne, preden se vklopi, kaj bojo sosedje rekli, preden se vklopi karkoli drugega. Dragi moji, je tista pristna naša čista reakcija, katero potem nekoliko lektoriramo. Se pravi, kaj je tisto, kar vam prvo pride na misel. V te namene sem jaz posnela že 2 oddaji, ena je namenjena konkretno zaključevanju lanskega leta in druga je namenjena zaključevanju kateregakoli obdobja. Ta je bila na sporedu prejšnji teden. Za to oddajo je zelo pomembno, ker je polno vprašanj, zraven imate tudi PDF, ki ga lahko prenesete za tiste, ki lažje mogoče odgovarjate pisno. Pravi, kaj je tisto, kar vam je prvo padlo na misel pri vprašanju, je tisti odgovor, ki ga v tem trenutku potrebujete. Čez 2 leti bodo odgovori zelo drugačni. Čez 2 leti bodo odgovori, kaj čez 2 leti, čez 2 meseca, lahko gremo zdaj le staviti, da če bi se šli isti vprašalnik meseca marca, se bodo odgovori v določenih točkah že ključno razlikovali. Torej, dragi moji, januar je čas ljubezni do sebe. Januar na nas vpliva pod vibracijami števila 6, se pravi, kaj je tisto, kar mi ljubimo, števila 1. Kaj je tisto, kar mi najbolj ljubimo pri sebi, kaj je tisto, kar nam daje občutek, bom rekla, tudi samozavesti, tudi tega, da imamo občutek, da smo samostojni in da smo avtentični v tem, kdor smo, če je komu to všeč ali pa ne. Kajti, veste, ko se postavimo v energijo, tole sem jaz. Tistemu, ki je to prav cool, tistemu, ki ni prav, pa tudi cool, kajti tiste osebe bodo šle stran. Se pravi, če sem jaz numerologinja, nekdo, ki si želi pa pogovora o gradbinstvu, nekako ne bomo šli skupaj. A ni bož, da to takoj vemo, kada zdaj tukaj začnem razpravljati o nekih ceglih, se lahko razpravljamo o ceglih, sam nisem avtoriteta na ceglih, nimam potrebnega znanja, nimam potrebnih izkušenj. Moje mnenje je lahko neko zelo laično, osebno, strašno pavšalno in po vsej verjetnosti napačno. Se pravi, izberite kvalitetne sogovornike januarja in potem pomembneje še februarja. Izberite osebe, ki resnično vedo, o čem govorijo, ko si želite mnenja, ko si želite nasveta in predvsem, ko si želite mogoče drugačnega pogleda na situacijo.
Tako da, dragi moji, januar bo zanimiv. Januar nam bo rekel, kdo si ti. In pravzaprav to vprašanje nam postavlja življenje, Bog, naš višji jaz, mi sami sebi, že kar nekaj let, če smo iskreni. Že kar nekaj let v vsakem napovedi, ko govorim, bodimo mi, kdo ste vi. Skoraj da v vsakem numeroskopu je to napisano za vsak teden, se pravi, kdo v resnici ste vi, kaj ste vi in kdo si želite biti. Torej, januar nam bo postregel z veliko situacijami, v katerih bo zelo pomembno, da bomo mi tisti, ki bomo stopili na tisto pot, ki je za nas nekako tlakovana, kar pa ne pomeni, da bo vedno lahka. Koliko znanih osebnosti poznamo in za njih vemo, da so prišli iz skrajne revščine in iz scenarijev, ki so nam mogoče totalna znanstvena fantastika v Sloveniji, ki mogoče jih tudi težko razumemo. Koliko ljudi je prišlo iz občutno težjih, bolj nevarnih situacij, dalj kot mi, ki smo v relativno varnem okolju. S tem vam ne želim reči, da ste nesposobni, ne me narobe slišati. Želim vas spodbuditi, da nič ni nemogoče, ampak prvi korak je, da vi veste, kam greste, da vi veste, česa si želite in da vi veste, kje so vaše meje, preko česa ne greste. Česa pa za voljo uspeha, karkoli ta uspeh je, ljubeča zveza, uspešna kariera, visok znesek na bančnem računu, dober avto, velik diamantni prsten, čez kaj ne greste. Kaj je tisto, kar je pa lej, stari ne? Kaj je tisto, kar ste vi vredni pravzaprav? Vas bo spraševal januar in potem celotno naslednje leto. In da ne bom predolga, pa imamo zdaj kar naprej, hitro začunemo svoje število življenjske poti, tisti, ki ga še ne veste na pamet, kar ustavite video zdajle, seštevamo svoj rojstni dan tako dolgo, da dobimo samo eno cifro, torej enke. Za vas je zelo pomembno, da pač niste impulzivni januarja. In pravzaprav to velja kar za celo leto. Ne se odločati na hitro, ne iti z glavo skozi zid samo zato, ker lahko greste, kajti, drage moje enke, močno energijo imate, odločni ste, hitri ste, bliskoviti ste. Tudi energija leta 2025 in januarja bo taka. Sploh januar nosi vibracije števila 1, tudi 6, ampak v drugačnem aspektu. Se pravi, kaj je tisto, kjer ste resnično vi, vedno vi? Ne z glavo skozi zid, ne na silo in ne na hitro. To, da se nekaj naredi hitro, ne pomeni, da je dobro, kljub temu, da ste vi več kot sposobni na hitro dosegati dobre, kvalitetne rezultate. Pravzaprav januar bo od vas pričakoval, da se odločite za eno ali dve stvari in jih sledite. Se pravi, da ne boste zaletavo se odločali za nekaj, hitro se odzivali, nepremišljeno izbirali, ampak boste vsaj prespali. Sicer pa vas januar zelo podpira v novostih, v vseh stvarih, ki so vam pravzaprav pisane na kožo, v vseh stvarih, kjer se vi počutite vi. Zato je mogoče zapričakovati tudi, da bo v vašem življenju na splošno v letošnjem letu kar mali osip ljudi, ki bodo za vas ali prepočasni, ali preneumni, preveč nesposobni, oziroma ki bodo potovali v svojem življenju v zelo drugačni smeri, kot greste vi. Se pravi, če se znova vrnemo k mojem primeru, to pomeni, da se bom družila z ljudmi, ki so numerologi, astrologi, so ukvarjajo z nekimi podobnimi dejavnostmi in ne z nekom, ki želi zgraditi nov PTC. Se pravi, kdo so ljudje, ki so vam podobni, ki imajo enake vrednote, enake cilje in ki tudi delujejo na poti teh ciljev podobno kot vi. Nič tam ne pomaga, če si nekdo želi istih stvari, če bo do njih želel priti na drugačen način. Drage moje dvojkice, se pravi, za vas velja podobno kot za enke. Katere ljudi zbirate v svoji bližini in kaj s tem pravzaprav sporočate, da ste vi? Kdo ste vi, če bi vas ocenjevali samo na podlagi oseb, ki so ob vas? Se pravi, to bo močno vprašanje meseca januarja. Vse nas januar spodbuja, da stopimo na novo pot, drugačno pot, da začnemo razmišljati drugače, da pač vse tisto, kar za nas ni več dobro, nekako spustimo. In dvojkice, imate tukaj izziv. Dvojkice in trojkice resnično vidite dobro v ljudeh, ko imate nekoga radi, resnično potrpite, vztrajate, resnično postavljate blagostanje druge osebe na prvo mesto. Januarja vam garantiram, da se to ne bo dobro končalo. Januarja je zelo pomembno, da sledite sebi, da poslušate sebe in da pravzaprav ste vi tisti, ki izzivate sebe, ki se vprašate, stara moja, aj tebi to še zmeri kul, aj tebi to v redu, kaj pravzaprav je tisto, česar si ti želiš? In za vas, drage moje dvojkice, pa je zelo umestno vprašanje, za koga ali kaj bi šli z glavo skozi zid. Kajti to ni vaša
v zibko položena karakteristika. Niste tip osebe, ki bi želeli preko konflikta nekaj doseči, ampak preko sodelovanja, preko tega, da si delimo stvari, da se razumemo, da se podpiramo, zato velikokrat tako zelo podpirate druge, da sebe pozabite tam nekje ozadaj. Torej, kdaj točno, drage moje dvojkice, pa vi planirate, da boste prišli brezpogojno na vrsto? Kdaj bo končno vaš čas? Kdaj boste končno vi zasijali v vsemu temu, kar vi ste? To bo vprašanje, ki vam ga bo življenje postavljalo vedno znova v letošnjem letu in vaš največji izziv, kako boste sebe izluščili ven iz skupine ljudi, katere vi občudujete, katere so vam podobne in predvsem iz skupine ljudi, ki so sicer morda po naravi pasivne. No, drage moje trojkice, imate bujno domišljijo, ste ful kreativni in ta lastnost vam bo še kako prišla prav v tem letu. Namreč, stopate v čas dinamične energije, hitrih premikov, nenavadnih premikov, zapravo naj se prebudi vaša radovednost že takoj zdajle januarja. Kaj je tisto, kjer lahko resnično izrazite vso svojo kreativnost na čim več različnih načinov? Poznamo ljudi, ki denimo pojejo in samo pojejo. Poznamo ljudi, ki so obenem zelo dobri igralci. Poznamo ljudi, ki so obenem lahko zelo dobri plesalci. Poznamo ljudi, ki so lahko obenem zelo izvrstni kiparji, zelo sposobni v, notranjem dizajnu in tako naprej. Moje bistvo je, raziskujte sebe in vse tiste plati, kateri morda enostavno do sedaj niste dali priložnosti, morda niste poskusili, kako boste vedeli, ali ste v nečemu dobri, če tega nikoli ne probate, pa ne enkrat. Vsi včasih rabimo malo več časa. Za nekaj smo malo bolj talentirani, za nekaj manj. Delimo, meni gredo jeziki resnično z lahkoto. Tudi zanimajo me, uživam v temu, da se jezike učim. Pa vam moram po pravici povedati, da pri gruči jezikov, ki jih znam, in ob temu sta tudi dva zelo zakomplicirana indijanska jezika, nemščina je bila katastrofa, nemščino sem se mogla učiti. Govorila sem jo izvrstno, bila sem tekoča, tekoče sem jo govorila, ne da sem bila tekoča. Mogoče bi šla v kakšen tečaj slovenščine. Bistvo je, da če bi sebe ocenjevala samo in zgolj na svoje sposobnosti učenja nemščine, po vsej verjetnosti bi falila vse ostale jezike, ki so mi šli dobro. Kaj je tisto, v čemer morda na prvo žogo menite, da niste dobri, pa pravzaprav gre mogoče samo za eno majhno nianso. Torej, januar bo tisti, ki bo rekel, bodite radovedni, poskušajte in predvsem uživajte v temu, ne vrč puške v koruzo in naj bo vaše vodilo pravzaprav ta ustvarjalna energija, radost, radovednost. Bodite kot majhen mladiček. Mačji mladiček ne išče potrditve, ne išče pohvale, išče izkušnjo. Pravzaprav je to izvrstno vodilo za vse nas. Tudi za vas, drage moje štirke, predvsem za vas bo letošnje leto prineslo kar nekaj izzivov. Ne me narobe razumeti, zelo odvisno je tudi od vaših ostalih osebnih številk, ki jih izračunamo tudi z imenom priimka, ne samo z rojstnega datuma, ampak če imate zelo, zelo močno prisotno to štirko, recimo, da se pojavi še kot drugod, to pomeni, da se na hitre, nenavadne spremembe morda odzivate malo slabše. Se pravi, ste previdni, vas je strah, radi premislite, preden skočite v vodo, preverite, kako globoka voda je, s tem ni nič narobe. S tem ni popolnoma nič narobe, boste imeli pa občutek mogoče letos, jaz vam bom kar iskreno povedala, da je z vami nekaj narobe, ker bo energija zelo drugačna temu, kar vam simbolizira občutek zanesljivosti, varnosti vas. Se pravi, pripravite se na leto in predvsem na januar, v katerem se bodo zelo zanimive stvari dogajale, v katerih boste mogoče malo WTF. In kaj je pravzaprav odgovor na ta WTF? Kaj pravzaprav je pa tisto, kar vam mogoče nikoli ne bi na misel prišlo? Se pravi, namesto da vas je malo groza tega leta, namesto da greste v to leto takole z bremzo, pejte z veliko mero radovednosti, odprite svoj Lete spremembe se bodo zgodile, so vam všeč ali pa ne. Leta 2021 so ukrepi veljali, če je bilo nam všeč ali pa ne. Ne glede na to, kaj smo mi mislili o koroni, ne glede kaj smo mi mislili o cepivih, ukrepi so veljali. Se pravi, spremembe prihajajo, če je vam prav ali pa ne, drage moje štirke, ampak način, kako se boste odzivali, ali boste rekli, ok, cool, tole je pa zdaj nek playground, se pravi neko igrišče, neka platforma, na kateri lahko marsikaj novega zvem, vidim in se sam oziroma sama odločim, kaj je tisto, kar bom ponotranil, kaj je tisto, kar ostaja z menoj. Torej, ne se upirati, ampak raje raziskujte in to že tako januarja. Kaj je tisto, kar pa mogoče vam pravzaprav sploh več ne daje občutka varnosti, zanesljivosti, potrditve in bom rekla nekega dobrega občutka.
Drage moje petke, za vas bo letošnje leto direndarirom, pom, pom. Predvsem pa bo leto, v katerem jaz mislim, da ravno ta sposobnost prilagajanja, ta vaša radovednost, ta vaša spontanost, strast, sposobnost, da ste v trenutku in da zapustite trenutek, bo prišla v ospredje. Zdaj jaz ne bi bila jaz, če ne bi opozorila tudi na negativne plati vsega tega, kar pa definitivno so mehanizmi bega. Ne odsvirnati od drugam samo zato, ker vam nekje nekaj ni prav. Jaz mislim, da vam bom iz ušes slezla letos s tem opozorilom, ampak je res pomembno včasih, da damo zadevam, osebam, odnosom, navadam, trendom vsaj priložnost, v resnici priložnost. Ne da samo zato, ker nam nekaj mogoče vzbuja nelagodje, gremo stran. Ne pozabi, da zaključujemo 9-letno obdobje. Se pravi, sigurno bodo prihajale na plano za vse nas, dragi moji, za vse nas, stvari, ki nam ne bodo všeč, kajti smo jih prerastli. Saj, če bi nam zdaj dali plenico narediti, pa tudi v usta, bi bili tudi... Se pravi, kaj v življenju vas spominja na to? Kaj v življenju vam daje občutek, da tole me nekako bremza, me utisnjuje, ne me dati v kletko, ne me omejevati, ne mi pamet soliti, ne me dati na špago. Kaj je tisto, kar vam je prvo prišlo na misel ob teh primerih? Se pravi, letošnje leto naj ne bo leto, v katerem predajate svojo moč drugim pravzaprav s tem, da se upirate. Ne biti najstnik, ki pa zdaj iz principa ne bo nečesa naredil, zato ker vam je nekdo rekel, da to rabite narediti. Vsi smo kdaj takšni, drage moje petke. Če ne bi bilo takih ljudi, kot ste vi, bi po vsej verjetnosti še vedno živeli v jamah, še vedno bi neke stvari, neke omejitve veljale. Se pravi, zelo, zelo pozitivna energija je to, ampak za vas osebno bi pa lahko letos, ker je malo premočna in preveč intenzivna, lahko bilo včasih tudi destruktivna. Tako da, na žalost, bom končala tole z frazo po pameti. Drage šestice, januar na prvo mesto za vas postavlja absolutno te vibracije šestice, kje sebe imate rade in pravzaprav ali se sami do sebe končno obnašate drugače, z več dostojanstva, z več ponosa, z več samozavesti, z več občutka lastne vrednosti, kot ste se prej. Drage moje šestice, kje ste resnično napredovali? Če bi zdaj sedeli na kavi in rekli, povej mi, zadnja leta so bila res naporna, kje vidiš tvoj napredek, da je bil največji, najbolj močen, najbolj tak impresioniran, kje bi samemu sebi, draga moja šestica, samemu sebi rekla the best. Pohvalite se in ne pozabite, da pač letošnje leto bo razburkano, se pravi, vam daje še več priložnosti, da neke stvari spremenite, dogradite, razvijate in predvsem, da ste na sebe ponosni, drage moje šestke. Če vi na sebe ne boste ponosni, je čisto vse eno, kdo vas spoštuje, je čisto vse eno, kdo vas občuduje, če vi same sebe ne. Kajti dokler ve same sebe ne, vas bodo še vedno bolj privlačile osebe, ki vas v resnici nimajo rade. In to je ta catch. Če mi sebe ne spoštujemo, če mi do sebe se ne obnašamo na način, da bi bili spoštljivi, kaj mislite, da pritegnemo? Ljudi, ki nam bodo ploskali? Tudi. Ti ljudje za nas ne bodo zanimivi. Tako da, drage šestice, januar je čas, ko izbirajte tisto, kar vas osrečuje, vas izpolnjuje, da bi pritegnili osebe, ki vam bodo prinesle točno te izkušnje, točno podporo, točno tja, kjer jo potrebujete. Tako da za vas bo januar absolutno mesec, mogoče malo povečane potrebe po samostojnosti in predvsem po temu, da poveste, kaj si mislite, da izrazite svoje mnenje in da izrazite svoje čustva, predvsem, šestice, drage moje, sebi. Malo drugače velja za sedmice. Sedmice verjamem, da se vam bo sprožila radovednost, vedavost, tudi perfekcionizem. Tako da uporabite te energije za to, da postavljate svoje cilje mnogo bolj strukturirano in mnogo više. Jaz vem, da znate biti zelo stroge do sebe, sedmice, da znate biti zelo zahtevne. Torej, nočem niti slučajno reči, da so vaši cilji prenizki. Morda pa so preveč strukturirani samo in zgolj okoli enega področja v življenju. Se pravi, kaj je tisto, česar si želite na vseh področjih? V mojih oddajah, v zadnji oddaji sem se posvetila vsem področjem. Se pravi, kaj puščamo za seboj, česar si želimo naprej? Se pravi, ne glede na to, ali ste izjemno uspešni v službi, kako so vaši osebni odnosi, če imate lep zakonski, partnerski odnos, prijateljske odnose, lep odnos do sebe, kako gre kaj vaši karieri, kako gre kaj vaši akademski izobrazbi, kako gre pravzaprav vam, ko govorimo o tem, ali sebe razvijate, izobražujete in kako gre pravzaprav vam
na čustvenem področju. Znate biti nežne do sebe, znate biti ljubeče do sebe, znate sebe potolažiti, znate druge potolažiti ali pravzaprav druge razumete, sebe nekako karate vedno znova. Tako da januar vam bo v prvi fazi pokazal predvsem, kje morda bi bilo potrebno dodati malo več prijaznosti v lasten dvogovor in kje je mogoče dodati malo več topline, mehkobe, tudi počitka, lepih stvari, romantike, radosti in ustvarjalnosti v vaše cilje. Spravi, januar bo nekako obelodanil, ki ste morda premalo pozorni, ki ste morda preveč zahtevni in ki morda se osredotočite, ne mi zameriti, na neke podrobnosti, ki morda niso ključnega pomena, ki morda niso bistvene za vaše življenje, ki morda čez 10 let, čez 10 let, že oktobra letos ne bodo več pomembne. Tako da sploh za vas bi bilo fajn, da si zapišete te stvari, kajti garantiram vam, da boste presenečeni nad odgovori in tekom življenja že do letošnjega oktobra. Drage moje osmice, dinamično leto, hitra energija in vaša podjetnost naj bi šli z roko v roki. Januar bo takoj pokazal zobe na nek način in vas ugriznil v zadnjo plat, če boste tudi malo počivali oziroma če boste nekako zaspali v svojem življenju. Se pravi, pričakujete lahko situacije, v katerih vas bo življenje dobesedno malo sprovociralo, mogoče vas malo tudi špiknilo. Tako ali drugače, to ni nujno slabo. Včasih potrebujemo brco v zadnjo plat, zato da bi se malo zdravili, včasih rabimo samo malo popraviti svojo smer. Se pravi, drage moje osmice, za vas je poglavitno vprašanje, zakaj nekaj počnete. Ali je uspeh resnično sam po sebi tisto, česar si želite, ali si želite finančne svobode, ali si želite več prostega časa, ali si želite več časa, ki ga boste preživeli s svojo družino, ali mogoče v športnih dejavnostih, ali mogoče v kinu, saj ni važno, ampak kaj pravzaprav je tisto, zaradi česar se pravzaprav greste to, kar počnete. Kajti, zelo ste odločni, zelo ste odlični v tem, kar počnete. Če nimate smeri jasno določene, boste šli kar nekam. Če mi puščico nekako usmerimo v tarčo, priletimo, tudi če falimo nekam v bližino. Če jih streljamo kar nekam, samo zato, ker smo sposobni in vi ste, velikokrat potem ostanemo praznih rok, ker te puščice poletijo kar nekam. Se pravi, kje morda pa je neke stvari, odnose, prijateljstva, navade, načine razmišljanja, poslovne priložnosti, katere stvari pravzaprav je za opustiti, bo prvo vprašanje v mesecu januarju, kje zapravljate svoj čas, kje ste vložili več kot dovolj svoje pozornosti, časa, denarja, znanja, sebe. Pa vam je zato morda težko spustiti, ampak gledajte, če nekam več ne gre, potem je škoda čisto vsake vaše kapljice energije in vas. Tako da za vas je poglavitno, da najprej opuščate in v istem trenutku svojo energijo usmerite tja, kamor želite, da gre. In še število življenjske poti 9, drage moje devetice, ne preveč na splošno gledati na stvari. Izziv za vas, predvsem januarja, je to, da ste osredotočeni na podrobnosti, da berete drobni tisk, da berete med vrsticami, da ste zelo, zelo pozorni na malenkosti. Devetice imate čudovito sposobnost dojemanja široke slike. Celotne slike, zelo ste celovite. To je fantastično, kajti vi ne da vidite gozd, vi vidite pragozd, vi vidite res celoto. Včasih zato seveda svalite kakšen listek, kakšno koreninco, kakšnega hroščka in ravno ti hroščki znajo biti problem. Se pravi, bodite zelo natančni, precizni, dlakocepski v mesecu januarju in se osredotočajte na vsako podrobnost. Tudi vam naj se nikamor ne mudi, tudi vi se ne odločate glede na impuls, glede na trenutek, tudi za vas zelo močno velja, da dajte vsaj prespati, premisliti, pretuhtati različne možnosti, različne priložnosti, kajti mnogokrat se nam zgodi, da vržemo vsa svoja jajca v eno košaro, kot temu rečejo, in če se eno razbije, menimo, da bodo vsa počena. Ni nujno. Ne prehitro odnehati, po drugi strani pa ne preveč impulzivno ali preveč celovito računati ali pričakovati preveč samo od ene stvari, se pravi samo od ene osebe, enega odnosa, samo od službe. Tudi včasih, ko gremo v trgovino in hočemo kupiti špecerijo za celo kosilo, se zgodi, da nimajo vseh sestavin na voljo. Enako v življenju se zgodi, da tam, kjer se zdaj enostavno nimate vseh sestavin na voljo, se pravi, bodite radovedni, raziskujte in to svojo širino uporabite za to, da na široko iščete tisto, kar na ozko, osredotočeno rabite. Se pravi, če potrebujem nekaj za kosilo, potem bom šel kupiti točno to, kljub temu, da bojo imeli v trgovini ogromno drugih stvari. Se pravi,
bodite sfokusirane, drage moje devetke. In to pravzaprav velja kar za vse nas. Bodimo sfokusirani januarja, dobro izbirajmo, na kaj smo osredotočeni in pravzaprav kam gremo.